Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Tudi ta teden odmeva in dogodke bova komentirala s komentatorjem Aljušem Pertinačem. Aljuš, pozdravljeni. Dober dan in hvala za povabilo. Seveda, da rečem naprej, najbolj odmeva ta zadnja novica, da pač bodo naše vinjete, ki jih plačujemo, podaljšane za 4 mesece. To pomeni recimo tiste, ki bodo veljale 1. decembra, bodo potem na nek način veljale december, januar, februar, marec do 1. aprila, kar pomeni mogoče ravno tam do časa volitev oziroma volilnih rezultatov. Zdaj poglejmo, kaj se je v bistvu zgodilo. Namreč pred 2 tednoma je na nekaterih medijih gostil dr. Niko Gamulin. On je raziskovalec, pa nekdanji raziskovalec na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani. Danes je samostojni svetovalec za področje umetne inteligence za različne industrije. In ta dr. Gamulin je seveda vse te naše zastoje, celo to kaos na cestah, vrgel lepo v umetno inteligenco in umetna inteligenca mu je povedala, kaj se dogaja, zakaj se tako dogaja in kaj bi morali rešiti. Pa poglejmo zdaj, kako je to bilo. Jaz sem zračunal totalno odpoved prometa med obdobjem 2028 in 2033, da se bo to zgodilo nekje tukaj vmes, če ne bo ukrepov. Oni pravijo, da smo že dosegli točko, da se je že začelo sesuvati, tako da je treba ukrepati takoj. Torej, vaš nasvet glasu ljudstva, naj pogleda številke. Tako, spoštovati mnenje stroke, ker enostavno mislim, jaz tudi nisem zdravnik, tako da ne bom govoril pač o zdravstvenih nasvetih, prav tako nisem gradbenik, tako da ne bom govoril, kako upravljati gradbišča, lahko pa povem, kaj govorijo podatki in podatki govorijo to, da je stanje zelo kritično, da treba ukrepati takoj. To je torej umetna inteligenca. In ta umetna inteligenca, ta rezultat, on je seveda rekel 5 gradbišč, pa 1 nesreča, pa je zaprta cela Primorska cesta. In seveda, kar je ugotovil dr. Gamulin je, da ne gre za to, da se je povečal promet. Ne, sploh se ni povečal, ampak gre za to, da je zelo slabo upravljanje te ceste. Da odpiramo luknje gradbišča, kjer se nam zdi, seveda vsako gradbišče potem pomeni spet en pretok, eno kroženje nekega denarja, to nam je jasno, in nastala je panika tudi na Darsu in seveda predvsem na vladi in od tod so zdaj te podaljšane vinjete. Vaš komentar? Ja, zdaj, če začnem na koncu, Ja. bi iz tega mesta prijazno pozval predsednico republike, da razpiše naslednje državnozborske volitve čim kasneje. Ker verjetno bo to potem pomenilo, da bo vlada podaljšala veljavnost vinjet še za kakšen mesec. Ne? Ampak šalo na stran, jaz mislim, da je izvirni greh tu nastal, ko se je prvič ta koalicija in izrecno 2 koalicijski stranki, se pravi največja Svoboda, ki tako ali tako odloča, in pa stranka Levica sta se zavezali pred volitvami k neširitvi avtocestnega križa, kar je praktično pomenilo ustavitev nekih resnih investicij v cestno infrastrukturo za prvo dobro polovico mandata Golobove vlade. Hkrati pa se je končno začel graditi drugi tir železniške proge do Kopra, kar je tudi pomenilo preusmeritev dobršnega dela tovornega železniškega prometa na ceste. In jaz mislim, da te 2 stvari skupaj sta prispevale k temu, kar imamo zdaj. Zdaj pa seveda volitve se bližajo, kar vidimo potem, da vlada celo podaljšuje veljavnost vinjet. Lahko pričakujemo, če jim bo zelo voda v grlo tekla na podlagi predvolilnih anket, da mogoče bodo podaljševali še, veljavnost registracij ali pa kar ukinili, pač sploh, da je treba še avto registrirati. Skratka, volitve se bližajo in ker se volitve bližajo, so pa ugotovili, da mogoče pa bi bilo treba zdaj začeti malo investirati v cestno infrastrukturo, in imamo zdaj to koncentracijo pač gradbišč, ki seveda pri nas, glede na to, kakšen avtocestni križ imamo in koliko ljudi dnevno migrira na delo in koliko recimo tranzitnega prometa poteka prek Slovenije, res lahko pomeni to nevarnost, kar tudi v resnici zdaj gledamo. Ampak, a veste, gospa Petrovčič, če skoraj nič ne funkcionira v državi, zakaj bi recimo funkcioniral promet? Ja, saj res. In če pa drži to, kar pravi omenjeni strokovnjak, da se promet ni povečal
pa da vseeno stojimo v zastojih, celo toliko časa, da vlada zdaj ocenjuje, da bi morala vinjeta del časa veljati. Jaz upam, da to ne pomeni, če bo veljavnost vinjet podaljšana za 4 mesece, da bomo v prometu pač zapravili 4 mesece več kot sicer. Bomo stali. Ni pa nemogoče, ker imam močen občutek, da ta vlada tudi tiste redke stvari, ki jih recimo z glavo naredi, potem zadnjo platjo podre. Tako da to nekako se mi zdi, da je glavni problem. No in seveda, da ne gre samo za nek predvolilni bombonček, ampak kar za celo tortico, ne bi lahko rekli, je tudi ta odločitev, da s 1. januarjem vlada odpravlja uporabo vinjet na obalni hitri cesti med mednarodnim mejnim prehodom Škofije in Koprom za osebna vozila. To se pravi, tudi to so bili predlogi, konec koncev je tudi SDS to predlagal, pa je Bratuškova rekla ne, zdaj pa ja. Torej, tu gre za neko predvolilno prerivanje, kdo se bo nekaj spomnil. Ja, absolutno. Sej, jaz moram reči, jaz nisem strokovnjak za promet, da ne bo nesporazuma, ampak čist kot voznik ali pa udeleženec v prometu, pa nikoli nisem razumel te logike, da se vinjeta uporablja na nekih zelo ozkih odsekih. Ne vem, najbolj mi pride na pamet Tomačevsko krožišče v Ljubljani. Se pravi, teoretično, če sem jaz nekdo, ki ne uporabljam avtomobila za vožnjo po avtocestah, da moram samo v Ljubljano recimo z njim prideti, in če hočem iti čez rondo Tomačevo, rabim za to vinjeto. Ja, to je res. Za celo obvoznico. Ja, ampak recimo, da teoretično lahko pridem pač, ne vem, po Šmartinski, oziroma ni to Šmartinska cesta, no pač po tej trzinski vpadnici, ja, in ali pa še po tisti stranski cesti, čez Stare Stožice, in potem pač rabim za rondo Tomačevo, rabim vinjeto. To je pač čudno in na Primorskem tudi ni ta odsek recimo tako dolg, da bi po moje to upravičeval. Ampak, veste, motiv za te stvari ni, da bi oni zdaj rekli, ja, se to je res neučinkovito ali pa nepravično ali pa ne vem kako predrago, da zdaj ti ljudje plačujejo tam to cestnino za tisto obalno hitro cesto, ampak zato, ker se bližajo volitve, bomo mi zdaj dali nek bombonček. In to je ta, bi rekel, pritlehna, politikantska, pač v bistvu populistična logika, ki je zdaj leitmotiv pri vsem, kar aktualna oblast počne. No pa dobro, ta bombonček ali pa tortica, ta bombonček bo pripeljal do 20-milijonskega izpada pri cestninjenju. Res je sicer, da bomo 1. aprila kupili te vinjete, ampak vendarle, začetek leta bo pa kar suh za Dars, ki je zapravil 30 milijonov za njihovo novo stavbo, Ja, zdaj dobiček Darsa se bo zmanjšal, Zdaj vprašanje, koliko bo recimo zaradi tega trpel pač proračun, koliko se bodo mogoče kakšne druge storitve zaradi tega pač podražile, koliko mogoče v končni fazi bomo nekoč potem plačevali dražje vinjete, zato ker so te zdaj veljale 4 mesece del, ampak vlada v ničemer v tem ne razmišlja. In zdaj tu nastaja nek paradoks, se mi zdi. Ker bi mi, navadni državljani, ki nimamo vpliva na sprejemanje teh odločitev, ki nosimo samo posledice teh odločitev, morali pa zdaj o tem razmišljati. In pač opozarjati, da to pa je negospodarno, da to je pa netransparentno, da to pa ni pač na dolgi rok ali pa da je celo škodljivo in tako naprej. Jaz mislim, mogoče to malo kontroverzno stališče, da nam ni treba o tem razmišljati. Edino, kar mi bi morali v resnici razmišljati, je tisti, ki imamo volilno pravico, kako se bomo odločili na volitvah. Ali bomo ponovno dali zaupanje ljudem, ki na tak način vodijo državo. Idealno bi bilo, če bi živeli v državi, kjer bi volivci samo na 4 leta morali pač razmišljati, kot sem zdaj navedel. Nažalost, mi vsi vemo, da ne živimo v taki državi, ampak vendarle zdaj, ali bo to marca, ali bo to maja, ali bo to aprila prihodnje leto, priložnost bo. In takrat bi jaz pozval vse, ki pač, da grejo na volitve in da se tam res odločijo, ali želijo še prihodnje 4 leta živeti v državi, kjer se bomo pogovarjali, zakaj promet stoji, podaljševali veljavnost vinjet, glede na to, s katero nogo bo pač predsednik vlade tisto jutro vstal, se pogovarjali o nekih zimskih dodatkih, božičnicah, ne vem kakšnih ad hoc rešitvah čez noč, zgolj zato,
ker se je nekdo ustrašil, da bo izgubil pač vzvode moči in vzvode za predvsem lastno bogatenje in bogatenje najožjega kroga svojih podpornikov, ker se bližajo volitve. Še posebej zato, ker on deli naš denar. Se to je njegov denar. Točno to, upravlja z našim denarjem, ne, in zdaj pač, če nam ni všeč, kako upravlja z našim denarjem, ali če bi mi drugače s tem denarjem upravljali ali pa upravljamo v lastnem gospodinjstvu, potem jaz mislim, da je rešitev na dlani, ne. Zdaj, da bi pa vmes morali zdaj mi vlado opozarjati ali pa viti roke, pa neki biti plat zvona, se mi zdi pa čisto kontraproduktivno, ker vidimo, da ta oblast sliši samo tisto, kar želi slišati, to je pa v glavnem odmev oziroma zven lastnega glasu. No, seveda se pojavlja tudi vprašanje, mogoče pa ta doktor Niko Gamulin ni sprožil tega ukrepa, ampak ga je sprožil Prebilič, ne? Namreč Prebilič pa zdi se, da je zelo velik konkurent doktorju Golobu, ne? Tule sta oba skupaj, zdaj kaj se pravzaprav dogaja? V kolikšni meri gospod Prebilič, ki je prav ta teden ustanovil novo stranko Prerod, v kolikšni meri ogroža gospoda Goloba? Ja, jaz mislim, da vsak, ki pač se angažira v politiki in ki stavi na neke anti-Janša glasove, je potencialno lahko grožnja Golobu, ne? Ker Golob je prišel na oblast kot zastavonoša pač neke te anti-Janša sentimenta političnega v slovenski družbi in anti-Janša politike, ne? Seveda začinjeno še z epidemijo in tako naprej, in z nekim pač, jaz bi temu rekel, nebrzdanim populizmom, ki ga vendarle na tej strani do zdaj nismo bili v taki meri navajeni, ne. Če pogledamo prejšnje neke anti-Janša ad hoc protikandidate ali pa politične tekmece potegnjene iz rokava pred vsakokratnimi volitvami, Miro Cerar ni bil tolikšen populist, ne. Celo Marjan Šarec, sicer po poklicu komedijant in župan, bivši župan Kamnika, ni bil tolikšen populist, kot je recimo Robert Golob, ne, ki se ga je po drugi strani prodajal kot velikega strokovnjaka, vrhunskega menedžerja in tako naprej, ne. Zdaj, jaz bi rekel, da doktor Prebilič tu nekje spada v neko zlato sredino, ne. Se pravi, je verjetno manj naklonjen nekim populističnim, rokohitrskim rešitvam, kot jim je naklonjen Robert Golob, ne. Po drugi strani mu pa manjka mogoče ta neka pristna energija, se pravi ne znam najti nekega slovenskega izraza, po angleško bi temu rekli drive, ne, nek pogon, če je to stranka Prerod, ne. Za Prerod ti rabiš nek pogon, ne. In se mi zdi, da ta pogon pri njemu malo manjka. In zdaj, ne glede na to, da smo mi lahko upravičeni zelo kritični do doktorja Roberta Goloba, tudi jaz recimo sem zelo pogosto, mu pa ne moramo odreči tega, da on takrat, ko pa se počuti, da je ogrožen njegov položaj ali pa kakšna njegova pravica, se v končni fazi, zakaj je sploh šel v politiko, ne? Zato, ker pač mu niso podaljšali mandata na čelu GEN-I, ne? Kar je on razumel kot svojo dedno pravico. Takrat pa se on bori, ne? Takrat on pokaže neko energijo, pokaže nek tak odnos, bi rekel. Karizmo, ja, v končni fazi imate čisto prav. Skratka, da nekaj od sebe, no? Čisto po domače povedano, ne? In tu se mi pa zdi, da pri gospodu Prebiliču, da bi res postal nek resen konkurent Roberta Goloba, da mora pokazati to, ne? Pač to neko karizmo, to neko energijo. Skratka, on mora ljudi prepričati, da bo za njih skrbel boljše kot Robert Golob, ne? Zdaj pa jasno je, da Golob je tu v prednosti, ne? Prvič, Golob je že na oblasti, ne? Se pravi, ima vse vzvode oblasti v svojih rokah, finančne in drugačne. Golob lahko sprejema populistične ukrepe, ne? Zdaj, Prebilič te populistične ukrepe lahko kritizira, ampak vemo, ne, volivci smo kratke pameti, najbolj nas zanima tisto, kar imamo tisti hip v žepu, ne. Tako kot Golob, se v končni fazi, kdo ga je pa izvolil, tudi mi ne radi razmišljamo, kaj bo čez 2 dni, ne. Tako da je zapleten položaj za gospoda Prebiliča, ne. Je pa jasno, da če bi zdaj na mestu pač Goloba imeli gospoda Prebiliča ta hip kot predsednika vlade, verjetno vsaj te zgodbe, ki se zdaj vrtijo, ne, plus te neke osebne zgodbe, postopki pred Komisijo za preprečevanje korupcije, neke sodne preiskave in tako naprej, vsaj tega v takšni meri
ne bi bilo. Ne? Zdaj, ali bo pa to dovolj, da bodo volivci zdaj odločilno, ne? Pač nekdanji volivci Goloba in Svobode pač prišli na stran Prebiliča, bomo pa še videli. No, ampak tudi, kar se tiče samega teksta, govorjenja, te vsebine, ki jo ponuja Prebilič, poglejmo, kako je pravzaprav povedal, kaj bo počel, kaj bo ta njegova stranka, s kom se bo povezoval. Namreč hočem reči, nič tako novega ni, ampak prisluhnimo. Sama beseda je seveda zanimiva v tem delu, ker sega v neko zgodovinsko obdobje, ko se je konstituiral slovenski narod v koncu 19. stoletja. Lipovelisti pa simbolizirajo našo državnost, se pravi obdobje, ko je naša Slovenija postala samostojna in neodvisna. Verjetno se bomo vsi strinjali, da trenutno predvsem manjka ena vizija in strateški premislek, kako in na kakšen način se naj Slovenija razvija v prihodnje, in to je tisto, kar želimo nesti v to zgodbo. Torej gre za vizijo, kjer bo država medsebojno bolj povezana, kjer bo država bistveno bolj konkurenčna, kjer bo država bistveno bolj pravična, kot je danes, in predvsem država z večjo stopnjo integritete v domačem in mednarodnem okolju. To je tisto, kar jaz pojmujem kot vizijo Slovenije za naprej. Veste, politika bi morala povezovati, ne pa razdirati naroda. Naj bom jasen, z SDS-om sodelovanje ni in ne bo mogoče v smislu oblikovanja koalicije. Torej, sam sebi skače v besedo. Povezovanje ja, ampak povezovanje ne na drugi strani. Torej, zmešnjava popolna. Kakšno je zdaj sporočilo? Besede so načeloma poceni, ne, posebej v politiki, to smo lahko že navajeni, to ni neka novost, niti posebnost recimo slovenske politike. Ampak v 5 minutah. Zdaj, ja, težava je tu, ki jo jaz vidim, je ta, ne, seveda pač zdaj. Jaz sem politolog po izobrazbi, ne, in zelo težko sprejemam, da nekdo pač kot ključno prednost ali pa razlog, zakaj bi ga volil na volitvah, izpostavlja to, da ima fajn ime stranke, ne, in kaj to ime pomeni. Ne. Zdaj, če recimo bi mi šli na športno področje, ne, pa bi nekdo rekel, ja, ne vem, nogometni klub Barcelona je dober nogometni klub, vrhunski, zato ker nosi ime Barcelone, ki je glavno mesto Katalonije, ki je pač obmorsko letovišče, ki je ful zanimivo za turiste. To veze nima s tem, kako oni igrajo. Ne? In to, da se pač Prebiličevi stranki reče prerod, veze nima s tem, koliko imajo oni dejanske kapacitete, da bi prerodili Slovenijo. Ne? Se pravi, skratka, on po eni strani obljublja nekaj novega, po ime je po lastnih besedah šel v zgodovino. Ne? Ljudi, ki smo jih pa imeli priložnost videti na tem njegovem ustanovnem kongresu, par dni nazaj, ne? Pa zdaj, da ne bom pregrob, mal človek dobil tis, da je ko se je peljal, ne, v Kočevje na ta kongres, tiste, ki so pač štopali ob cesti, je pobral in jih je sabo vzel. Ne. Se pravi, neka 4. do 5. liga, če spet uporabim nogometni izraz, bivših iteracij, ne, metastaz, ki so nastale po propadu stranke LDS, ali pa celo nekateri še iz izvornega LDS, zdaj nekako se zbirajo okrog Prebiliča. No. In tu se mi zdi, da ima Prebilič podoben problem, kot so ga imeli vsi ti prejšnji novi obrazi v narekovajih anti-Janša, ne, da seveda razen njih tam nikogar drugega pametnega ni. Ne. Tak problem je imel Cerar, tak problem je imel Šarec, v končni fazi tak problem ima Golob in izgleda, da ga bo imel tudi Prebilič. Ne. Se pravi, ti si lahko najboljši ali pa prvi med enakimi, med zelo dobrimi. Ne. Tu pa imamo zmerom pač, zdaj volimo Prebiliča, ker on je res fajn, ne ukvarjamo se pa s tem, kdo poleg njega je še na tem avtobusu. Ne. No, ampak, če že omenjamo te druge, ki so seveda pomembne druge, ki so sodelovali, Tone Rop je imel uvodni govor, Vesna Vuk Godina je zaključila, potem pa vmes je kar nekaj teh, ki so že bili ministri, tudi zdravstveni minister je bil, pa recimo finančni Bertoncelj. To se pravi, a je to neka bivša LDS ali zares, kdo se zdi tukaj zbira? Zbirajo se pač dežurni, bi rekel, komentatorji, ne, tisti, ki so doma s kavča ali pa iz studijev, predvsem nacionalne televizije ali pa tudi največji komercialne, če hočete, zmerom najbolj pametni, kako bi bilo treba stvari urejati, nikoli v življenju pa niso nobene odgovornosti ali pa položaja za to prevzela. Ne. Tu mislim na profesorico, ki ste omenili. Po drugi strani pa mene ne preseneča, no, da je Tone Rop imel uvodni nagovor na kongresu stranke Vladimirja Prebiliča ob njeni ustanovitvi. Če vemo, da ne dolgo nazaj je bil kandidat za guvernerja, ne, in je njegova kandidatura neslavno propadla zaradi
pač političnega spora med predsednikom vlade in predsednico republike, ne, ki je predlagateljica kandidata za guvernerja. Ne. Tako da v bistvu, ker tam ni dobil pač tega mesta, zdaj bo poskusil pri Prebiliču. Ne. Ampak to se mi zdi, da je glavni vlade. Ja, bil je, ampak tega je že dolgo nazaj. Ne. Bil je še marsikaj drugega, bil je tudi v Evropski investicijski banki in tako naprej. Ne. Sej, jaz mu ne odrekam strokovnosti ali političnih izkušenj. Jaz zdaj razglabljam o motivih. A ne. Se pravi, mi, ki to gledamo, si lahko mislimo, da je njegov motiv pač to, ker pri Golobu nisem dobil mesta guvernerja, bom pa zdaj šel k Prebiliču, ker bom mogoče dobil mesto guvernerja, ali pa, če bo Bog dal in sreča junaška, pa še kaj več. Ne. Skratka, a veste, tu pač ljudje, ki trenutno nimajo angažmaja, če spet uporabim športno analogijo, ne, zdaj so brez kluba, pač iščejo svoj klub. A ne? In so se zdaj zbrali, ker se je tu ustanovil nek nov klub in bojo pa tle probali, mogoče bojo pa tle dobili mesto v ekipi neko dobro pogodbo, a ne? Mogoče se bojo kasneje lahko prodalo kakšen večji klub, ker bojo še več zaslužili, se pravi dobili neko službo na ravni vlade ali pa na ravni mogoče celo Evropske unije. Ne? To so neki kruhoborci. Ne? In zdaj jaz želim pač vsaki politični grupaciji, ki se pojavi na političnem prizorišču, pa načelo mislim, da spoštuje neke osnovne standarde slovenske, ne, kar se tiče ustave, pravne države, pa našega kulturnega, pa družbenega izročila, vse najboljše, ampak trenutno, kar vidim, me ne prepričuje, če zaključim s tem, s čim sem začel, me ne prepričuje, da je to neka velika kapaciteta za nek resen prerod. No, ob tem smo se seveda tudi spomnili, kako je Prebilič nagovoril evropske poslance, pa prisluhnimo, spomnimo se. President, I will speak in Serbian language. Drage kolege, 1. novembra ove godine u 11:52 desila se strašna tragedija u prelepom Novom Sadu. No, in tako naprej. Torej, v srbščini slovenski poslanec. Zdaj pa se navezujem, ta misel se mi je... Da bi ga razumeli Srbi, ne? Ja, tako. Ki niso člani Evropske unije. Ja, ampak gledajte... zakaj, oprostite, gospod Petrošič, ko vam skačem v besedo, se opravičujem, ampak zakaj recimo mi mislimo, ali pa gospod Prebilič misli, da Srbi ne razumejo nobenega drugega jezika, razen srbščine, ne? To je podcenjujoče v končni fazi tudi do Srbov, ne? Ker zdaj v Evropski uniji se dogaja marsikaj, recimo tudi v državah, ki so že članice. Ne? In zdaj nisem zasledil, da bi potem slovenski evropski poslanci pa poskusili pol govoriti v jeziku tiste države članice, kjer se recimo nekaj dogaja. Ne? Ne vem, bom na pamet rekel, nekaj se zgodi v Estoniji. Ne? A bo zdaj slovenski, ki ni bil edini, gospod Prebilič, mislim, da je tudi gospa Jojo bila, pa še kdo mogoče, bo zdaj pa v estonščini govoril, ne? Seveda ne bo. Skratka, jasno je, da je tu šlo na nek nagovor ali pa poskus nagovora slovenskih volivcev, ne, se pravi volivcev, ki imajo volilno pravico v Evropski uniji, pa so srbske narodnosti ali pa srbskega porekla. Ne. Ampak tudi te govorijo slovensko, ne. Mogoče kakšen malo slabši, ampak razume sigurno dosti dobro, da bi razumel gospoda Prebiliča, če bi on govoril v slovenščini, ki je uradni jezik, recimo, ne, Evropske unije. Tako da tu kaže na to, no, da je on sicer, čeprav, še enkrat bom ponovil, po mojem mnenju, jaz ga tudi osebno poznam, ne, da še to razkritje naredimo tako z fakultete, kot iz bivše stranke, katere so bila nekoč oba člana, da ne bo tu nesporazumov. Se pravi, čeprav jaz mislim, da je on pač bi bil primernejši predsednik vlade, kot je Robert Golob ta hipa, ne, se pravi, lahko primerjamo samo s tem, kar počne Golob, ker Prebilič še to ni bil. Kaže na to, no, da pa ima tudi on pač te neke otroške saj bolezni, teh nekega, pač bi rekel, nekega populizma, nekih iskanja bližnjic do nekih rešitev. Ne. Sam upamo lahko, če bo kdaj v poziciji, da sestavlja slovensko vlado, da se te otroške bolezni ne bojo v neke kronične bolezni razvile, ne, kot so se pri Golobu. No, ampak meni se je utrnil še en razmislek, namreč tudi sam govori o teh preporodovcih, ne, to so bili slovenski pripadniki mladinskega revolucionarnega gibanja, ki so seveda imeli zelo
jugoslovanske ideje in so bili proti avstro-ogrski oblasti. In prav to govorjenje v srbščini mi je malce dalo vedeti, to se pravi, to je spet eno obujanje nekih 100 let starih idej, povezovanja v neko Ilirijo, Jugoslavijo, kakorkoli pač temu rečemo, ne? Kar se je potem seveda tudi zares zgodilo leta 1918. Ne? To je sicer možno, no, ampak se bojim, da mogoče precenjujete ta razmislek, gospa Petrovčič, da ni šlo tako globoko. Glejte, bi rekel, če gledam zdaj z politično-marketinškega vidika, meni prejšnjo ime, ki je krožilo v javnosti, ne vem, je bilo resno v tem govora, ali mislim, so resno to razmišljali ali niso, ne? Mislim, da je bilo Gremo. Ne? Ja. Zdaj Gremo meni absolutno ni bilo všeč za ime stranke, ne? Ampak moram vam pa priznati, ne, da mi je bilo pa bolj všeč kot prerod. Ne? Ker prerod, prvič, to ni beseda, ki bi jo uporabljali, ne? Če že rečeš preporod, ne? To je beseda, ki jo praktično so pomenka, ampak jo veliko bolj uporabljamo, ne? Kot prerod. Ne? Se pravi, prerod, marsikdo že vpraša, kaj pa to je, ne? A to sploh je pravilna beseda, a ni hotel reči preporod, a ne? Ti si nova stranka, nova politična stranka. Ne? Edin edut, ki ga imaš, je, da je tvoj predsednik in ustanovitelj Vladimir Prebilič. Ne? In zdaj ti je narodno, da bi se ti imenoval stranka Vladimirja Prebiliča. Ne? Zdaj vemo, ni bilo narodno Miro Cerarju, ni bilo narodno pač Marjanu Šarcu. Ne vem, je bilo Golobu narodno, ampak se je izkazalo, da tam to ni bil problem. In zdaj, nisi stranka Vladimirja Prebiliča, recimo plus zate, ne? Ampak Gremo, prerod, se pravi prerod, mislim, rod, prerod, ne vem, no, jaz bi rekel, čist tega politično-marketinškega vidika se mi zdi precej nesrečno ime, predvsem pa ime, ki zahteva, da ga zdaj on razlaga, pa kaj pomeni, pa s kje je to prišlo. A veste, ne, zdaj, če mi dva rečeva, recimo, da ne bom skozi o športu govoril, če mi dva rečeva Mercedes, ni treba nič več razlagati. Ne. Zdaj pri prerodu, ne, pa rabiš tam še vsaj 3 odstavke dodatnih pojasnil. Tako da se mi zdi, da je tako, ko je dolgo nastajalo, ne, to pravijo veliko babic Kilovo dete, dolgo je nastajalo to politične dete Vladimira Prebiliča, ta njegova stranka, ne, in to ime mu bo prineslo, se mi zdi, več škode, kot pa koristi. No, ampak še ena zadeva je, ki jo bo moral gospod Prebilič razlagati, to pa je, zakaj se še ni odrekel evropskemu poslanskemu stolčku. To je tisto, ne, ali on sploh misli resno. To je bolj pravo vprašanje, ne, kdaj bo to storil? Ja, mislim, da pač resno misli že v toliko, da težko bo zdaj šel nazaj, ne, se tudi, mislim, da je za to stranko ustanovil, ne. Zdaj, kako on resno sam pri sebi intimno še računa, da lahko na teh volitvah premaga Roberta Goloba, ne, ker mislim, da Janeza Janša po rezultatu stranke ne more, in potem se stavi neko anti-Janša vlado, pač na račun tega, da zaenkrat vsi govorijo razen Nove Slovenije, da z Janševo vlado ne bi šli. Ne. To ne vem, ampak umakne se težko, koliko resno misli. Ja, jaz mislim, da on ne bi šel v kandidaturo, če ne bi vedel, da pač lahko ostane evropski poslanec. Ne. Težava pri njemu se bo pojavila, da če se zgodi scenarij, ko njegova stranka pride v parlament, on je recimo predvidevam, da bo kandidiral, to še moramo počakati, mogoče celo kandidiral ne bo na teh volitvah. Ne. To bi bilo sicer spet, po mojem mnenju, kontraproduktivno, tudi neke vrste unikum, ne. Ampak teoretično je to možno. Ne. Mislim, da smo imeli tak primer, ko je Borut Pahor bil izvoljen za evropskega poslanca, takrat tisti prvi evropski poslanci, ne, in potem ni, ko je stranka šla par mesecev, pol leta zatem na državno-zborske volitve, on ni kandidiral za poslanca. Ne. Ne vem, če se bo Prebilič za to odločil, ampak da skrajšam, če bo izvoljen za poslanca, potem bo pred dilemo, a ne, ker potem bi pač mogel se odpovedati mandatu evropskega poslanca, ker če ne zgubi mandat, ne, v Sloveniji mora poteči nekaj časa, preden lahko nadomestni poslanec naslednji za njim noter pride. Ne? Veste, in to so vprašanja, ki se bodo zastavljala, ko se bodo volitve bližale. Ne? In to so vprašanja, za katera gotovo ne moramo reči, da bodo njemu prinašala dodatne politične točke. Bojo pa to vprašanja, s katerimi se bo on moral ukvarjati in jih pojasnjevati, kar pomeni, da bo zgubljal fokus in energijo za tiste stvari, za katere pa on recimo misli, da mu bodo prinašale politične točke. In to ga spet postavlja v slabši položaj v primerjavi z Golobom,
Golobom pred prejšnjimi volitvami. Ne. Golob takrat ni imel nič za izgubiti, ne. Bil je tako rekoč nezaposlen, medtem ko Prebilič to ni zdaj. Ne. In bo seveda v neenakopraven položaj z Golobom ta hip. Tako da vse to kaže na to, da se bo moral gospod Prebilič zelo potruditi, če bo hotel resno ogroziti Goloba na volitvah. No in seveda se ukvarjamo še vedno s temami in je prav, da se spomnimo, torej, zakaj se v bistvu zdaj doktorju Golobu vse to dogaja. Ne? On je čistil janšiste, on je govoril o fašistih. Poglejmo, kako je to bilo. In če kje kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV-ju smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni. In ko nekdo ugotovi, preden je imenovan, da ta cilj mu je v redu, potem pa, ko je imenovan, nanj pozabi. Če pa jaz kot predsednik vlade ne morem z ministrom se pogovarjati, kje smo se zgrešili, zakaj skupnega cilja ne moremo uresničiti, s kom pa ne se pogovarjam? To je šlo za Bobnarjevo, ne? In seveda poglejmo, kako je takoj na začetku po volitvah govoril o fašistih, ki so. To ni desničarska politika, ampak fašizem. Gospod Golob, to ni desna politika, to je fašizem, pravite? Se ne želim z vami prerekati, ampak tega nisem nikoli rekel. To ni desničarska politika, ampak fašizem. Se pravi, lejte, še vedno odmeva to v slovenskem prostoru in tega se bo Robert Golob zelo težko rešil. Teh nalepk, ki jih meče sem in tja, ampak konec koncev tudi Prebilič ne bi zdaj z Janšo, sicer še ni rekel zakaj, ne? Ja. Te besede še ni rekel, ampak vendarle. Tu ne vem, če se čisto strinjam z vami, da se bo Golob težko rešil teh nalepk, ker smo ravno kar zdaj videli, da on s tem nima nobenih težav, ne? On reče, to ni desničarska politika, to je fašizem in potem, ko mu reče, rekli ste, to ni desničarska politika, to je fašizem, reče, tega nisem nikoli rekel. Ampak ljudje so si zapomnili, ali si niso? Ja, ne vem, če so si. Ne? Lahko so si eno, drugo, lahko so si oboje. V končni fazi to nič ne pomeni. Ne? Se pravi, če vi želite verjeti, da je pač Janez Janša fašist, boste to verjeli. Zdaj bo to Golob govoril ali ne. Če bo to Golob rekel, boste samo lažje to verjeli. Če vi ne želite, da je pač na oblasti Janez Janša, če verjamete, da bo, če bo prišel Janša, bo prišla spet epidemija, pa maske, pa ne vem kaj, pa fašizem, je pač to dovolj. Vas nič ne moti, da Robert Golob laže. Ne? Ampak Prebilič v bistvu govori o istih stvarih, ali ne? Ne, pač Prebilič po moje ne more vstopiti v politični prostor na anti-Janša političnem polu, če ne reče, da z Janšo ne bo šel. Ne? Mi imamo celo pač Anžeta Logarja, ki govori, da z Janšo ne bo šel. Ne? Imamo celo Janšo, ki govori, da ne bo šel z Logarjem. Ne? Veste, tu imamo zdaj celo kopico teh nekih zadreka. Ne? Se pravi, če bi recimo zdaj si midva želela, da naslednjo vlado vodi Janez Janša. Ne? Ok, se pravi, prvi pogoj verjetno je, da dobi relativno večino. Ne? Pač ni za pričakovati, da bi mu predsednica republike Nataša Pirc Musar podelila mandat za sestavo vlade, če ne bi bil relativni zmagovalec volitev. Ne? Recimo, da ta pogoj Janša lahko izpolne, ne? Po anketah pač nenehno vodi in dokazuje zdaj na evropskih volitvah in tudi na teh referendumih, ki so bili, da je sposoben zbrati večino tistih, ki pridejo na volišča. Ne? Recimo, da Janša zdaj je relativni zmagovalec volitev in potem seveda ne bo dobil absolutne večine, ne? Ker to ni uspel še nobenemu, tudi Golobu ne, v končni fazi bo rabo neke koalicijske partnerje. Ne? Zdaj razume se, da Nova Slovenija pod zdaj Jernejem Vrtovcem, da bi šla z njim v koalicijo. Ne? A bo to dovolj? Ne? Mogoče v nekem idealnem scenariju bo, ne? Ampak vlado dveh strank tudi še nismo imeli v Sloveniji, skratka, katera stranka pa potem še. Ne? In zdaj človek bi pričakoval, da bo Janez Janša probal kaj narediti za to, da bo ta, bi rekel, svoj koalicijski potencial po volitvah povečeval. Ne? Zdaj, nekaj je v njegovi moči, nekaj seveda moramo biti korektni, ni v njegovi moči. Ne? Če imaš ti nasproti sebe medije, neke centre moči, centre kapitala, ki pač investirajo v to, da se tebe prikazuje kot nekoga nezaželenega za koalicijskega partnerja, na to ti ne moreš absolutno vplivati. Ampak vendarle, vsaj v svojih izjavah bi recimo lahko k temu kaj prispeval. Jaz nisem do zdaj zasledil, da on se trudi, da bi v to smer prispeval. Ne? On ustraja, mi delamo koalicijo z volivci. Ne? Vse to je v redu, ne? To se tudi fajn sliši. Ampak po volitvah, ne? Bo pa treba delati koalicijo z nekimi strankami. Ne? In zdaj, če mi nočemo, da se ponovi vlada Roberta Goloba v kakršnikoli obliki že, a ne?
potem bi pač morali se narediti kaj na tem, da bo ali Janša ali pa Logar ali pa oba skup pač na neki točki ugotovila, to je pač zdaj moje mnenje, do volitev, da ona dva pa vendarle bi šla skupaj v vlado, ne. Ker če ne boste tega ugotovila, ne, potem se bojim, da bo ta koalicija, ki jo Janša napoveduje, z volivci premalo, zaradi razlogov, ki sem jih zdaj naštel. A ne? Ker pri Golobu pa razen tega, da ne bo šel z Janšo, ne, ker tudi Janša ne bi šel z njim, ne vidim teh težav. On lahko gre v koalicijo z vsemi drugimi strankami. Ne. Sicer zdaj govorijo, ne, tudi Prebilič, da z Golobom ne, pa Svobodo ne, pod Golobom. Sej, gospa Petrovčič, Svobode brez Goloba ni. Ne. Svoboda je Golob. Ne. In te besede se bodo veliko lažje, se mi zdi, požrle, ali pa te izjave se bodo lažje požrle po volitvah, kot pa te izjave, da se z Janšo ne gre. Ne. In tukaj jaz vidim težavo in zaradi tega jaz mislim, da je ta hip, smo še najmanj 4-5 mesecev do volitev, mogoče kak mesec več, se najbolj realen scenarij zdi, da bo prihodnjo vlado sestavljal ponovno Robert Golob. Sicer ne bo imel takega rezultata svoje stranke, ne bo imel tudi mogoče, ne bo relativni zmagovalec volitev, ampak on bo lažje sestavil anti-Janša vlado, kot pa Janša neko vlado, ali pa če hočete kot Prebilič neko prerodno vlado. Ne? To je pač politična realnost. Zdaj, je to nam všeč ali nam ni všeč, je drugo vprašanje. Je to dobro za Slovenijo ali ni dobro, je spet drugo vprašanje. Ne? Ampak treba je gledati realna politična razmerja. Ne? In v teh razmerjih Golob, dokler bo imel podporo, pa tudi če je to tiha podpora, centrov moči tranzicijske levice, ne? Če hočete stricev iz ozadja globoke države, kakorkoli jim že rečemo, bo pač on prvi favorit. Recimo v mojih očeh. Ker do zdaj še ni bilo, se kažejo neki znaki, da ta podpora mogoče ni 100%, da ni monolitna, ampak, veste, dokler pa bom zdaj zelo plastičen, mogoče tudi preveč ponastavljam, ampak vseeno, dokler gospod Milan Kučan ne da intervjuja za nacionalno televizijo, Pop TV ali pa saj za Nedeljski dnevnik in reče, da Robert Golob več ne uživa njegovega zaupanja, bo Golob v očeh ljudi, ki pristajajo na anti-Janša sentiment, figuriral kot glavni borec proti Janši. No, ampak, glejte, prej smo že omenjali kadre, ne, in vse te, ki so bili pri Prebiliču zdaj na tem ustanovnem sestanku, na tej konferenci ali kakorkoli, pa vendarle so oni nekako bolj izvežbani kadri, kot pa recimo gospa Urška Klakočar Zupančič, ki prišla, ali pa mnogi drugi, ki so se zbrali v tem gibanju Svoboda. Namreč spomnimo se, da se pač tudi v tem mandatu zelo veliko ukvarjamo z obnašanjem predsednice Državnega zbora. Poglejmo zdaj, kako je ona spregovorila prejšnji teden o bumerangu. Koliko jih moti? Koliko jih moti, da se kar cepeta na tisti strani? Ne? Sploh ne govorimo o tem, kakšne imate. Ne? Ampak ne bomo šli na ta nivo. Kar senješ, to pa žanješ in na koncu vrne kot bumerang. Kot bumerang zadane točno tja, kamor mora. No in zdaj seveda ta bumerang zdaj počasi že leti tudi proti Golobu. Ne? Poglejmo, kaj je doktor Štrancar, ki je lastnik tega portala, kjer mi to objavljamo, povedal o tem, kaj je fašizem. Glejte, zdaj seveda sploh za ta beseda fašizem je zanimiva, ker je bila do sedaj uporabljena po večini za strani ekstremne levice za drugače misleče, tudi za recimo zgodovinarja, ki raziskujemo po preteklo zgodovino, tudi take, ki smo iz protifašističnih tigrovskih družin, in je to objektivno za Primorca zelo žaljivo. Vi ste to besedo uporabili za premierja Goloba, vas tudi toži na tej točki. Ne, nič me ne toži. Jaz ko me čakam, da bi me, ampak se bojim, da me ne bo. No, mislim, da... Dajmo tukaj zdaj priložnost, dajmo razložiti, povejte prosim, kaj za vas pomeni fašizem? No, mi vemo, da fašizem se je rodil v Italiji, tam nekje leta 22-23, vi boste vedeli, Jože. Ja, v redu. Bolj, zgodovinar je potrdil, tako da moja zgodovina očitno še me malo špila. Torej, Mussolini je bil najprej socialist in do določenem trenutku, mislim, da se je povezal z velikapitalom.
in nekako so skupaj gotovili, da bodo več dosegli na način, da se grejo nacionalsocializem. Nekaj podobnega se je potem dogajalo v Nemčiji, ampak tam je nacizem, v Italiji je pač fašizem. Torej, kaj je fašizem? Fašizem gre za pravzaprav neko sprego nekih, bom rekel, napol podivjanih množic, za sprego nekih podivjanih množic z velekapitalom. In če pogledamo zdaj, kaj imamo, imamo pač neko podivjano svobodo, kar drugega ne morem reči, kot pač, kar gledam tiste poslanke nekatere, to so pač neki podivjani ljudje. Premijer pa je podivjan, za njega sem že tako vse povedal, tako ne rabim kaj dodajati. Ampak oni so v spregi z slovenskimi tajkuni, ki pravzaprav še vedno finančno obvladajo Slovenijo in temu primerno pač Slovenija je tam, kar je. Trpi pa pravzaprav delovni človek. Višji davki, višji davki na plače, dražja hrana, gremo čez mejo, vse smo tukaj, gremo v Gorico, to staro, pa vidimo hitro, koliko je ura. Kar se tiče hrane, vedno več bedastih zakonov, torej uničevanje vsega. Torej, tukaj gre tu je fašizem, torej gre se za neko skupino ljudi, politikantov, pod imenom Svoboda, da je še bolj bedasto vse skupaj spade, in tajkunov. In tu vse skupaj od zadaj pač vodijo kučanisti. Mi smo se odcepljeni, smo se pa še osvobodili, ta korak nas še čaka. In bo prišel, sigurno, drugačno ne gre, ker gospodarstvo je neizprostno, če ni denarja, potem tudi pač se nič ne da več deliti. V tem trenutku je še vedno očitno dovolj za deliti in tudi dovolj za krst. Kradijo tako zadnje par let, kot mislim, da niso še nikoli, in tudi tako nesramno kradijo in mislijo, da pač se jim nikoli nič ne bo zgodilo, ampak jaz pa mislim, da bo kakšen od teh pristal v kakšnem zaporu za mnoga leta, če ne bo seveda pobrisal. Ampak bo najbrž moral iti v Venezuelo ali pa v Severno Korejo, ker druge države bojo take vračale. Tako, to je definicija moje fašizma. Torej, ali je to spoznanje, da živimo v tako imenovanem take vrste fašizmu, tej spregi politike s kapitalom, ali je to spoznanje dovolj velik bumerang, kajti jaz poznam ljudi, ki resnično tako mislijo, gledajo davke, vse to, kar je navedel dr. Štrancer, ali je to spoznanje dovolj veliko, da bodo ljudje volili za svojo denarnico, tako kot je prav? Ja, zdaj videli bomo dejansko šele na volitvah, napovedati pa nehvaležno, ker izkušnje nas učijo tako iz Slovenije kot tudi drugje po svetu, da ljudje redko volimo za svojo denarnico. Dejansko mogoče bi rekel, zadnje ameriške predsedniške volitve so še najbolj v zadnjem času šle v to smer, da bi imel tak občutek, da je večina volivcev tam glasovala za svojo denarnico. Čeprav tudi tam zdaj vidimo, da poteze, ki jih vleče predsednik Trump, nimajo ravno ta hip ugodnega vpliva na njihove denarnice, tako da tudi to mogoče bi za nazaj bilo treba revidirati. Ne vem, kako bodo ljudje glasovali. Zdaj jaz mislim, da gre bolj za to, da je aktualna oblast, omenili ste predsednico Državnega zbora, s katero sem jaz po njenem mnenju sploh v nekem posebnem odnosu, ker mi učite, da vplivam na njena čustvena stanja. Tudi pač slovenska policija zdaj nek postopek vodi proti meni zaradi tega, ker ona tako misli. Omenili ste predsednika vlade. Jaz mislim, da je gospod Štrancer dosti dobro razložil, pač, kako je nastanek fašizma in kaj to za sabo prinese, ampak ta hip nobena politika nikjer na svetu brez kapitala ali pa podpore, saj enega dela kapitala ne more biti. Ne more biti uspešna. In to vidimo. In Slovenija pri tem ni nobena izjema. In kapital pač načeloma ima raj populiste v politiki, zato ker pač ti so brez
bi rekel, kakršnih koli moralnih ali drugih zadržkov, ne, so tudi lažje vodljivi, imajo več masla na glavi ponavadi, kar pomeni, da so potem tudi se jih lažje da nadzirati in vse jim je, kaj govorijo. A ne? In pač, če ti hočeš, da ljudem pred volitvam govoriš eno, po volitvah pa druge stvari, potem so taki politiki zate idealni. Ne? Ampak govorimo racionalno bi človek rekel, ne, da Golob s tem, kar je pokazal, ni izpolnil predvolilnih obljub, praktično počne ravno obratno, krši neke standarde, norme, zakonske, bi rekel, formalne, neformalne, tradicionalne slovenskega pogleda, recimo na to, kako se pač živi na kakšen način, ne, kako se ravna v zvezi z družino in tako naprej. Vse to drži. Ne? Ampak če vzamemo te javnomnenjske ankete kot nek lakmusov papir, pustimo zdaj to, koliko jim zaupamo, koliko mislimo, da so mogoče prirejene, odvisno od tega, kdo jih naroči in plača in tako naprej. Ne. Vendarle lahko ugotovimo, da rating Goloba ni nič ali blizu nič. Ne. Tu imamo spet izkušnje. Recimo rating Mira Cerarja pred volitvami je bil že blizu nič, pa potem, ko je odstopil, se je dvignil na 10%. Ne. Golob, mislim, da ta hip lahko resno računa, da bo dobil že zdaj več kot 10% na volitvah. Ne? Tako da, a se to prime? Jaz bi prej rekel, da se ne prime. Ne? Mogoče pač mi to razumemo in smo do tega kritični, ampak da bi pa to se zelo odražalo zdaj na zelo, bi rekel, nizki volilni podpori Gibanja Svoboda, se pa zaenkrat še ne odraža. Zdaj, zakaj je tako? Je spet druga debata. Ne? Neki so o tem že prej govorila, neki so objektivni razlogi, neki so subjektivni, ampak tu smo. Ampak torej volivci ne bodo videli, da se Golob razlaga za nekaj, kar ni, to je svoboda, in da drugim očita nekaj, kar on sam počne, to je fašizem. Ja, tisti, ki so že pred volitvam pristajali na to, da je Golob vrhunski menedžer, da so mu ukradli identiteto, da pač bo on naredil vse tisto, kar ni počel kot šef GEN-I-ja, zdaj kot šef Slovenije, bodo verjetno tudi zdaj pristali na to logiko. Posebej še, če bodo njega videli, in jaz sem prepričan, da ta hip ga še zmerom večina teh volivcev, ki jim je to pomembno, tako vidi, kot glavni branik pred Janezom Janšo. Ne? Osnovni problem Slovenije je, da ti lahko greš praktično s komerkoli na volitve, s kakršnikoli programom, s kakršnikoli človekom, če ljudje verjamejo, da bo to človek nek anti-Janša politik, se pravi, da bo zastopal ta anti-Janša sentiment. To je ujetost Slovenije. Ne? In potem smo spet zaciklani v tem začaranem krogu, ne? Kdo je zdaj bolj kriv ali pa koliko je kdo kriv, da do tega pride. Ne? A je več krivde na tem, da pač se prodaja anti-janšizem kot edino, kar je zveličavno v slovenski politiki, ali je mogoče za koga več krivde na tem, da Janez Janša sam ne naredi več za to, da bi postal bolj sprejemljiv. Ne? Pravim, smo v začaranem krogu in iz tega kroga ven ne moramo priti, in dokler bo tako, je na koncu čisto vseeno, a se reče predsedniku vlade Robert Golob, ali se mu reče Vladimir Prebilič, ali kdo tretji, ne? Če bo on zgolj reprezentant enega anti-janšizma. Ker z anti-janšizmom ne bo nobenega preroda Slovenije, tako kot z anti-janšizmom ni bilo nobene svobode v Sloveniji, ampak je kvečemu obratno od tega. Ne? Svobode je danes bistveno manj, kot je bilo, preden je Svoboda, ne, z velikim se prišla na oblast. No, ampak vendarle se pa nekaj le premika. Ne? Recimo, če pogledamo oddajo Tarča, ne? Ta je zdaj pred nekaj tedni objavila, končno, ne? Namreč oni so že aprila dobili podatek, da je pravzaprav, zdaj so objavili ta bančni račun na ime Robert Golob v Bukarešti. In seveda, do zdaj je bila to varovana skrivnost, zdaj pa banka Raiffeisen že aprila predsednika vlade Roberta Goloba postavila na laž in je rekla, da v primeru odprtja bančnega računa na njegovo ime v romunski podružnici ni šlo za krajo identitete, to tule piše. Ne? Potem so seveda še preverjali, ali je on dal kakšno ovadbo, on je rekel, da je dal, v bistvu je ni dal. Ne? Zdaj se te laži malce razgrajujejo, končno so zdaj odprli to glavno vprašanje iz tega začetka, tega obdobja, kaj je zdaj s temi računi v Romuniji, kaj je s plačevanjem konec koncev gospe Vuković in tako naprej, vsa ta vprašanja, na katera ni bilo odgovorjeno. To se pravi, se premikajo zadeve. Ja, vse pa se ne.
premikajo se tako kot tisti nesrečen hrček, ki v kolesu skozi teče, pa misli, da blazno neko... Je to prepozno zdaj? Nabira kilometrino, v resnici pa nikamor ne premakne. Ne vem, če je prepozno, ampak začel je mandat z lažjo. Rekel je, to ni desničarska politika, to je fašizem. Ko je na soočenju mu rekel voditelj soočenja, rekli ste, to je desničarska politika, to je fašizem, to ni desničarska politika, je rekel, niste tega nikoli rekel. To je isto. Zdaj vi ste označili ta drug stavek, kjer piše, da pač ni šlo za kraj identitete, ampak meni se zdi pomembno tudi prejšnji stavek, kjer piše, da potrjuje, da Robert Golob, trenutni predsednik vlade Republike Slovenije, ni komitent Raiffeisen Bank Romunija. Se pravi, to nas potem verjetno navaja na prepričanje, da je on ta račun zaprl, če ga je prej imel. Se pravi, tu je nek paradoks. In Golob lahko z tega spet potegne nekaj zase. Se pravi, tako kot ste vi zdaj porumenili, ta drug stavek lahko on porumeni. Ta prvi stavek pa reče, no vidite, nimam računa v tej banki in tako naprej. Skratka, mi skozi hodimo po nekem robu, kjer je neki, bi rekel, čist po človeški plati jasno vidno, da Golob laže, ne govori resnice, po moralni plati se nam to zdi zelo sporno, to ni nekaj, kar bi mi cenili tudi v vsakdanjem življenju, se pravi, kdo ceni človeka, ki ne govori resnice ali ki ves čas laže, ampak očitno to ni dost, da bi pa v političnem smislu, se tako tisti, ki so ustvarili Goloba, ki ga podpirajo, ki so ga pripeljali na oblast, ki mu omogočajo, da to oblast ohranja, da bi se mu oni odrekli in po drugi strani, da bi se mu večinsko ali pa saj v dovolj veliki meri tudi volivke in volivci odrekli. Zaenkrat. Zdaj, a bo do volitev se še kaj takega zgodilo, ali bo na volitvah ta odločitev drugačna, jaz priznam, jaz osebno upam, da bo. Ker mislim, da Slovenija pod Robertom Golobom ne napreduje v nobenem smislu, da izrazito nazaduje. In da ta politika, ki jo on zdaj zastopa in ki je v bistvu kriv ne samo zaradi nje, ampak tudi zaradi tega, ker je pokazal, da je taka politika možna v Sloveniji, ker smo mogoče mislili še nekaj časa nazaj, da ni možna. Ne mogoče stvari se dogajajo. Pa sred recimo neke demokratične Evrope ni možna taka politika. Zdaj vidimo, da je absolutno možna in da vsak, ki bo prišel na oblast, bo imel to izkušnjo, da se to da. Se pravi, preganjati drugače misleče, poteptati neke demokratične standarde, zasledovati neke čisto zasebne, bi rekel, pridobitne cilje ali pa ozkega kroga svojih podpornikov, na račun velike večine ostalih. Skratka, to zdaj vidimo vse, da je možno in to se mi zdi, da je najhujše pri celi stvari. Ker vsak, ki bo prišel za Golobom, Golob ne bo večno predsednik vlade, to vemo, bo v hudi skušnjavi, da se temu odreče. Predvsem, ker bodo ljudje, ki bodo prišli z njim ravno zato, ker si bodo obetali, da bodo enako se lahko pri koritu mastili, kot se zdaj mastijo te, ki so okrog Goloba. No, tržna niša, ki jo je Golob seveda skupaj z Levico na nek način odkril v tem govorjenju in plasiranju raznih idej, pa konec koncev tudi v zakonodajo, so nam nanesli zelo veliko tega socialističnega listja in trave in vsega. Je pa tudi to, da recimo zdaj, ko gremo k tej božičnici, se on hvali stvarmi, za katere mi v teh 34 letih po osamosvojitvi ne bi rekli, da se s tem sploh velja hvaliti. Recimo, božičnica, taka in taka stanovanja, vse brezplačno, kar potem seveda ne deluje. No, poglejmo, kako se Robert Golob hvali s to božičnico. Nikoli do zdaj nismo imeli. In meni je prav žal za vse direktorje, za vse lastnike zasebnega kapitala, ki jamrajo, kako jih bo božičnica za njihove zaposlene uničila, no države ne bo uničila. In dokler je Svoboda na vladi, bo poskrbela, da bo svoje ljudi v javnem sektorju ustrezno motivirala in nagradila. No, seveda, zdaj so ti socialni partnerji že zapustili, ker on pravzaprav brez dogovora s socialnimi partnerji, pa tudi s podjetniki, kar nekaj govori in obljublja. Oni so že zapustili ta sestanek, pa ne nazadnje je tudi SDS predlagal razbremenitev plač, ali pa vsi drugi ukrepi, ki so jih predlagali. V kolikšni meri zdaj on na nek način, bom tako rekla, surfa na tem valu nekega socializma,
socializma, teh socialističnih parol, mi smo vam dali. To je na nek način ta sprega fašizma, o kateri je govoril dr. Štrancar. Ja, mogoče, ampak jaz bi rekel, da mogoče je naš problem, da se mi preveč zdaj ukvarjamo s tem, a je Golob liberalec, a je levičar, a je socialist, a so to neki socialistični ukrepi, ne? Kar on predlaga, on je v bistvu populist. In populizem nima političnega predznaka. Ne? Populizem je lahko desen, lahko je lev, lahko je črn, lahko je bel, lahko je rdeč, kakršen koli že hočete. Golob je lepo povedal tle v tem govoru, ne? Mi bomo poskrbeli za svoje ljudi. Ne? Sicer je kasneje rekel, da je to bil lapsus, ampak je jasno, da to ni bil lapsus. Ne? On to tako razume. Pri čemer on kot ljudi, svoje ljudi vidi predvsem sebe, svoj najožji krog, pa mogoče še koga zraven. Se pravi, enkrat na 4 leta, ko so volitve, tiste, ki mu lahko omogočijo, da bo on na oblasti ostal. Ne? In pri tej božičnici mi vemo, da je Luka Mesec, takrat še kot koordinator koalicijske stranke Levica, 3 leta nazaj predlagal uvedbo obvezne božičnice. Ne? In takrat je Golob kot predsednik vlade rekel, to si bomo lahko privoščili, ko bomo imeli prestrukturirano gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo. Ne? Zdaj midva in vsi, ki to gledajo, danes vemo, ne? Če smo čisto iskreni sami sabo, da mi nimamo prestrukturiranega gospodarstva za visoko dodano vrednost. Kaj se je torej spremenilo? Spremenilo se je zgolj to, da se bližajo volitve. In pač Golob rabi volilne glasove in zato je prišel na idejo božičnice. Ne? Bizarno je, da Luka Mesec niti ne upa povedati, da je to v osnovi njegova ideja, ki jo on predlagal že 3 leta nazaj. Ne? Bizarno je, da pač stranka Levica ne upa povedati, ne? Da je to njihova ideja, ki so oni predlagali že 3 leta nazaj. Oni so pametno tiho. Ja. Še bolj bizarno je, da Golob reče, obvezno bo za vse, pa reče, no, naj zaposleni sami ocenijo. Ne? Zdaj govori, bomo dali not neke varovalke kot pri regresu, da so neke izjeme, pa da je možno kasneje, pa ne vem kaj, pa gor pa dol. Ampak ostane to njegovo sporočilo. Mi bomo za svoje ljudi poskrbeli. Se pravi, če ste vi človek svobode, bom čistko rekel, potem pač ne rabite nič skrbeti. In kje se to najbolj vidi, ta hip? To se vidi najbolj v Srbiji. Ne? V Srbiji imajo tako politiko že dalj časa na oblasti. Predsednik Srbije Vučić je celo Srbijo spremenil v tiste, ki so njegovi ljudje, se pravi so v njegovi stranki, ne? In tiste, ki niso. Tisti, ki so v njegovi stranki, lahko pridejo do služb, do drugih ugodnosti, tisti, ki niso v njegovi stranki, niso. Ne? In ljudje pri nas pač spremljamo razmere v Srbiji, tako ali pa drugače. Eni smo tako stari, da smo včasih živeli v bivši skupni državi, nekateri imajo neke sorodstvene ali pa so po poreklu od tam vezi ali kakšne druge, jih pač Srbija zanima in to vidijo. Ne? In zdaj vsak človek racionalen zdaj razmišlja o tem, če bom jaz volil za Goloba, potem bom imel božičnico, pa zimski dodatek, pa te stvari, če ne bom volil za Goloba, tega ne bom imel. Ne? In tu je zdaj velik pač element tu tveganja, kdo bo zdaj se odločil, da bo glasoval zavestno proti temu, ne? Ker ko ste me prej vprašala, ali bomo mi glasovali za svoje denarnice. Ne? Ja, tako, zdaj, če mi dva gledava svojo denarnico, ne? Ja. Najdena denarnica z božičnico pač bo malo debelejša, kot je brez božičnice. Ne? Golob je rekel in on je predsednik vlade, v končni fazi država zaradi tega ne bo propadla. Jaz se strinjam, država zaradi tega ne bo propadla. Tako da moj nasvet bi bil, dajmo spodbuditi Goloba, da da 2 božičnice, 3 zimske dodatke, ne? Ampak na volitvah, ki bodo, ga pa zato nagradimo v narekovajih tako, da ga zabrišemo na smetišče politične zgodovine. Ne? To bi bil za mene osebno idealen scenarij. Moram priznati, da sem pesimističen glede njega. Nisem prepričan ali pa ne verjamem, da se bo zgodil, ampak na tak način bi pač nek racionalen volivec moral razmišljati. No, ampak tudi, če gremo na konkretne številke, ne, da vsak res pogleda svoj proračun, svojo denarnico, mi vendarle plačujemo od 1. julija 1%, pa še delodajalci. Mi plačujemo, do zdaj se je nabralo 110 milijonov tega denarja za dolgotrajno oskrbo. Še zdaj ne vedo, kdo ga bo dobil, pod kakšnimi pogoji, kdo bo sploh podpisal, če so stanovalci dementni. Zdaj delijo ta denar za ta dodatek za oskrbo, čemur sploh ni bil namenjen. Konec koncev 20 milijonov bo v
Darsu luknja, 2 milijardi je proračunska, pa jaz ne razumem, kako da ljudje ne bodo dojeli, da vendarle je to mogoče kratkoročni bombonček, ki ga bomo pojedli, z neko božičnico pa z neko vinjeto, ampak na dolgi rok nas to pelje v finančni propad. Ja, mislim, kakšni bojo dojeli, ampak bo to dost za to, da pač Robert Golob ne bo mogel biti več predsednik vlade, bomo pa videli. Ne? Zaenkrat ne kaže, da bi bilo zgolj to dovolj, ne? Saj, kakor pač kažejo ankete. Zdaj, edina prava anketa so seveda volitve, takrat se bo pokazalo. Zdaj, kaj več od tega, da pač na te stvari opozarjaš, človek ne more. Ne? Se pravi, da ti opozarjaš, da tudi če bo tvoja denarnica debelejša zaradi božičnice, če to pomeni, da jutri ne boš imel več denarnice, to ni neka rešitev. Ne? Ampak zdi se, da enostavno bi rekel, je tu Golob in ta mašinerija, ki stoji za njima, ne, kapitalska, propagandna, medijska v končni fazi, da so najdeli neko pač to hojo po robu, neko to pot, ki še omogoča, ne, da se mu po eni strani oprošča vse, kar počne, po drugi strani verjame vse, kar obljublja, čeprav je do zdaj pojedel še vsako svojo obljubo, ne, ali pa celo storil ravno nasprotno od tega, kar je obljubljal, in se obnaša tako, da ga nobena poštena slovenska družina ne bi hotela imeti zazeta, kaj šele za predsednika vlade. No, pa pač ga ima, ne. Ampak pustimo to. Vendarle, lejte, če gledamo Maljavca, ne, ki seveda tudi izgubljen v tem kozmosu teh financ, ne, on nekaj govori, pravzaprav ne vemo, a sploh ve, o čem govori, ne. Ampak vendarle, ali bo vse to, vsi ti ukrepi, ki so ukrepi levice, čeprav ona je zdaj pametno tiho, ali bodo ti ukrepi škodili levici? Ja, enako kot Golobu, ne. Zdaj, če mi štartamo pri izhodišču, ne, omenili ste pač ministra za dolgoživo družbo, vse se tako reče, ne, a kako je že, ne, za solidarno prihodnost. Ja, solidarno prihodnost, se opravičujem, ja. Se pravi, minister za solidarno prihodnost, zdaj, ko je postajal minister, je njegova glavna, bi rekel, najboljša značilnost ali pa, kaj bi rekel, največji plus pri njemu je bil, ne, to, s čimer se je pač pohvalil, da je strokovnjak za neke, bi rekel, take neprevladujoče ali pa če rečemo obskurne spolne prakse. Ne. Zdaj, kaj ima to z solidarno prihodnostjo, jaz ne vem. Ne. Če ti daš človeka na položaj ministra, ki v življenju še ni, bi rekel, nič podobne nobene funkcije upravljal, kjer bi mogel odločati in pač neko politiko voditi ali pa odločiti o tem, kam gre do sredstva, so pač rezultati temu primerni. Zdaj, a se to levici kaj pozna? Jaz bi rekel, da premalo, ne? Ker sicer trepeta upravičeno po moje za vstop v parlament, ampak po drugi strani pa s štartnim izhodiščem koliko 5-6%, ne? Bi morali tudi biti zdaj že na rejtingu nič, potem kako se pač obnašajo, ne? Ker prvi vrsti so tudi oni izdali svoje tiste pravoverne volivce, ne? Po drugi strani se vidi, da jim zelo paše biti na oblasti, ne? Da na oblasti so veliko manj radikalna stranka, v besedah sicer še, v potezah pa ravno obratno, ne? Ampak, a veste, oni tudi zelo dobro, tako kot Golob, to dvojno vlogo igrajo. Ne? Zdaj sem zasledil, da imajo veliko povedati zato, proti temu, da je bil vrh NATO v Ljubljani, ne, na gospodarskem razstavišču. Veliko imajo povedati proti temu, da se pač svet in Slovenija oborožuje, tako pa je treba glasovati za nakup orožja, ko je treba pač podpirati vlado, ki organizira NATO vrh v Sloveniji, so pa oni mirno zraven. Ne? In to je pač ta dvoličnost, ki v aktualni politiki, ne samo v Sloveniji, tudi drugje po svetu, enostavno funkcionira. Ne? In to dvoličnost je zelo težko premagati, ker premagaš jo lahko samo tako, da si še bolj dvoličen. Ne? Če pa jo hočeš premagati s tem, da ti opozarjaš, da gre za dvoličnost, ne, pa to boje brez upa zmage, ker tudi ta biblična, ne, pač v nastavljanju lic je tle problem, zato ker vsakič drugo lice nastavijo, ne, in ti jih lahko klofutaš, ampak učinka od tega ni. No, ampak vendarle, če gremo zdaj še k tretji koalicijski stranki, ne, pa tem glasovanju, oni pa glasujejo sicer proti vsem tem NATO in oboroževanju, tako se je povedala Mojca Šetinc Pašek, ki je zdaj prestopila k stranki SD. Ampak vendarle, če pogledamo pa zdaj poslanca Prednika, ki pa je iz te stranke in je zdaj v tem tednu pa vrnil poslanski mandat. To je pa tudi težka zgodba, ne? Kako se bojo pa SD-jevci rešili vsega tega, vseh teh afer? Oni imajo največ pravzaprav. Absolutno, zelo težko, ker je tudi čas do volitev zdaj bistveno krajši. Ne? Afera Litijska
so je še kar, se mi zdi, nekako po začetnem šoku, pa tam so res še hujše sankcije v bistvu sprejeli, kot tu zdaj sam poslanec odstopil, ne, tam je v bistvu celotno vodstvo stranke odstopilo in tako naprej prišlo novo vodstvo, so na ta način nekako to uspeli preživeti. Ne. Zdaj tole, kar se jim zdaj dogaja z vidika tega, ker jaz kot dolgoletni član bivši te stranke malo poznam to volilno telo pa ljudi, ki so noter, ne, oni sami sebi najmanj verjamejo. Se pravi, to njih najbolj prizadene, če se za nekoga iz njihovih vrst reče, da ni tak, kot bi moral biti, ali pa tak, kot so oni pričakovali. Ne. In te očitki, s katerimi se gospod Prednik sooča, so zelo resni. Tudi ne prihajajo zgolj od ene osebe, ne, vidimo, da saj od dveh. Zato sem jaz v tem času, ko dominantni mediji niso te zgodbe pograbili, oziroma ko niso dobili ukaza, da naj to zdaj pač vendarle pograbijo in izkoristijo za to, da se politično ošibi SD, ne, bil tudi kritičen do tega, da nihče ne odreagira. Ne. Plus te društva, skupine, civilno-družbene za zaščito pravic žensk in tako naprej. Ne. Vsi so bili tiho, ne, dokler pač ni prišel očitno befel, da morajo to začeti. Kar se pa gospoda Prednika tiče, pa moram reči, da najhujše se meni zdi to pri njegovi zgodbi, da tisto, kar ni prišlo v javnost, je za povprečnega slovenskega volivca, kar je sicer po svoje tudi na nek način tragično, še veliko bolj obremenjujoče ali pa bi se mu zdelo še veliko hujše kot to, kar je v javnost prišlo. Ne. To, kar pa je prišlo v javnost, pokaže na to, da jaz gospoda Prednika poznam, no, iz časov še, ko sem bila v isti stranki, pa to sva recimo znanca, ne bi si vnaprej mislil, da je možno, da gre za tako osebo. Ne. Se pravi, za nobenega ne moramo vnaprej trditi, kakšen je za 4 stenami. Ne. To velja za vse nas. Se pravi, kako težje je potem še prepoznati te neke, bi rekel, populiste ali pa dvolične politike, ne, ki pa je jasno, da bodo pač za dosego svojih ciljev trdili karkoli že mislijo, da jim bo pomagali, da pridejo do teh ciljev ali pa da jim bo pomagali k priljubljenosti. No. Tako da jaz mislim, da nekako stranka Levica, če sklenem zdaj s tem, se je sprijaznila, da bo nek satelit Goloba, ne, če sploh. Medtem ko SD pa mislim, da se ni sprijaznila čisto s tem, da bi bila satelit Goloba in da jih to paradoksalno v končni fazi utegne stati tega, da ne bodo prišli parlamentarnega praga. Ne? Kar bi bila za stranko, pa tudi za slovenski politični prostor, neka manjša katastrofa, ne? Ker potem bi ostali praktično zgolj na eni stranki, ki je ves čas. Ali bi šli po vseh prebilič? Osamosvojitve v parlamentu, to sem mislil, ne? To je pač SDS, medtem ko nobene druge take stranke ne bi več imeli. Ker Nova Slovenija vmes že padla. Vendarle smo pa slišali, zdaj ali je to res ali ne vemo, da sta pa poslanec Prednik pa Urška Klakočar Zupančič pa snovala neko svojo stranko. Ja. Kaj si lahko mislimo o tem? Ja, zdaj, da ne bom pregrob, pa da si ne nakopljem še kakega postopka s policijo, po zaslugi tega bi rekel tako. Če pustimo zdaj konkretni osebi, pa rečemo zgolj po funkcijah, se pravi formalno. Imamo predsednico Državnega zbora, ki mislim, da je v tistem času bila celo še podpredsednica vladajoče stranke Gibanja Svoboda in vodjo poslanske skupine koalicijske stranke, ki sta se na 4 oči, pa očitno tudi potem na več oči, resno pogovarjala o tem, da bi ustanovila novo stranko. Jaz ne vem, kjera diagnoza to je v psihiatriji, ampak se mi zdi saj za napotnico, za zelo hitro, če že ne nujen pregled, bi pa to bilo. Se pravi, ti enostavno ne moreš kot predsednik Državnega zbora, pa kot vodja poslanske skupine se o tem pogovarjati, niti na 4 oči, kaj šele bi rekel javno. Ne? Yeah. Če pa to začinjeno s tem, da si bojda neke še opolske seksualne sporočila vmes pošiljaš. Ne? Imamo tudi javno izjavo predsednice Državnega zbora, da se je z gospodom Prednikom dogovarjala za obisk enega koncerta, pa da je to padlo v vodo. Ne? Potem na nekem soočenju celo takrat je sicer rekla, nikogar posebej ne gledam, ampak je gledala direktno van, ko je govorila, da je v politiki zelo veliko dvoličnosti, ne? In da ona ni vedela, da je toliko dvoličnosti v politiki. Ne? Če zdaj naredimo nek presek njenega mandata političnega ali pa kot predsednice Državnega zbora, razen tega, da očitno je zelo uspešna pri tem, da si je popestrila spolno življenje, kaj drugega ne najdemo. Ne?
Zdaj, jaz ne vem, ali je to bil njen motiv za vstop v politiko. Ne? Ampak rezultat njenega mandata je predvsem to. Ne? In zdaj, če ti imaš ljudi v politiki, ki na tak ali pa drugačen način zelo težko usklajujejo to neko svojo zasebno, intimno, tudi spolno življenje z nekimi prevladujočimi družbenimi normami ali pa to, kar povprečen slovenski volivec razume kot nekaj, kar je sprejemljivo, recimo družbeno ali pa spolno ravnanje, ne, se človek vpraša, zakaj taki ljudje grejo v politiko. Ne. Zdaj, gospod Prednik je moral vedeti, da na neki točki bodo ta njegova ravnanja, ne, prišla na dan. Ne. Taki so že bila javno objavljena, pa tudi tista, ki jih je po mojem vedenju storil, pa niso prišla v javnost. Ne. Se pravi, zakaj greš ti v politiko, če veš, da lahko vsak hip jutri že recimo zgubiš vse? Njegova politična karijera je zdaj efektivno končana, ne? Ja. In ne vemo zdaj, kaj bo naprej z njima, ne? Kakšen epilog bo to doživelo. Ne? Se pravi, zakaj se taki ljudje recimo rekrutirajo v politiko in zakaj mi recimo tem ljudem zaupamo? Ker gospod Prednik je dobil največ glasov od vseh kandidatov stranke socialnih demokratov na prejšnjih volitvah, ne? V svojem volilnem okraju. Nominalno je dobil največje število glasov. Ne? Pa še ena stvar, ne vem, če je to že kdo objavil, oziroma to vprašanje še ni prišlo na dnevni red. Kdo bo zdaj postal poslanec potem, ko je Jani Prednik vrnil mandat? Ja, neka gospa iz Velenja, pravijo. Ne? Ja. Tako da, veste, take stvari so tudi recimo pomembne. Ne bi se pa strinjal z oceno, ki sem jo tudi slišal mislim, da v studiu Odmevov na nacionalni televiziji, ne? Kjer je nek komentator rekel, pa ga nam zdaj poimensko izpostavljal, ko mu nočem delati reklame, da je Jani Prednik prva žrtev predvolilne kampanje za naslednje volitve. Ne? Zdaj, če je karkoli od tega res, kar je bilo pač objavljeno v zvezi s tem, kako se on obnaša v teh svojih zvezah s svojimi partnerkami, je jasno, da Jani Prednik je lahko vse prej, ampak žrtev pa ne more biti. Ampak vidite, tudi tle, ker je pač to nekdo iz tega političnega pola, ki je nam blizu ali pa meni blizu, je zdaj on žrtev. Če bi pa to bil nekdo iz nasprotnega političnega pola, bi bil pa absolutna gnusoba, zavržna dejanja, kriminalec, ki ga je treba obsoditi, zapreti in tako naprej. Veste, tudi to je na nek način dvolično. Ja, ampak to ustvarjajo mediji. Ne? Ja, poglejmo zdaj, ta teden je bila seveda tudi zelo pomembna osvoboditev talcev izpod Hamasa. Ja. Tole je iz Jeruzalema posnetek, ampak to, kar je za nas zanimivo, pa je naša predsednica Nataša Pirc Musar. Tule bo na sliki z Francesco Albanese, ki je bila pri nas gostja. Zdaj, Francesca Albanese je pravzaprav aktivistka in je javno pozivala našo vlado, ki jo je pa seveda sprejela z velikimi častmi, da naj z vojaško ladjo Triglav prodre v Gazo in s tem napove vojno Izraelu in celotnemu Zahodu in tudi ZDA. To je dobesedno rekla Francesca Albanese, pa kljub temu je Nataša Pirc Musar, ki je predsednica Republike Slovenije, to ni bila Nataša iz Domžal, ampak predsednica je pa rekla takole na novinarsko vprašanje, kdo naj bi dobil Nobelovo nagrado oziroma ali naj bi jo Donald Trump. Poglejmo. Do you think President Trump deserves the Nobel Peace Prize? Francesca Albanese deserves the Peace Prize for this year, if you ask me. Is that a no? I can give you a diplomatic answer. If he's going to stop the war in Ukraine and in Palestine, then I'll think about it. Whether to change my mind. And in your mind, why do you think Francesca Albanese deserves it more? She's opening our eyes, She's a special rapporteur. She has all the facts, a lot of information. And she's very vocal about it. And I think that the Peace Prize should be given not just to somebody who stops the wars, but to a person who knows what's at stake. Humanity, dignity, respecting of the international law. And that's all what Francesca Albanese is doing. That's why she deserves the Nobel Peace Prize.
Lejte, še enkrat, torej sama sebi skočila v besedo, najprej rekla, tisti, ki bo končal vojno, zdaj jo je na nek način končal, ali je pa vsaj v tej prvi fazi, a ne? Ampak to, da pa neka predsednica, ki je vrhovna poveljnica naše vojske, podpira s tako izjavo, da nam naredi tole sramoto, da podpira neko Francesco Albanese, lahko jo privatno podpira, ampak ona nas je dobesedno nagovarjala, da stopimo v vojno z Izraelom. Kako lahko neka predsednica to reče? Zato, ker pač njene izjave nimajo nobenih posledic, ne? Nimajo nobenih realnih posledic, bi rekel, za ravnanje drugih v mednarodne skupnosti, v končni fazi tudi za ravnanje Slovenije, ne? Ker vidimo, da Slovenija ni poslala vojaške ladje Triglav, ne? Ni napadla Izraela in nimajo tudi nobenih posledic v notranji politiki v smislu, da glede pač njene volilne podpore. Ne? Tisti, ki je že prej niso marali, ne marajo še zdaj, tisti, ki so jo že prej podpirali, jo podpirajo tudi zdaj. Ker podpirajo te njene izjave, zato ker jih ona izrekla. Ne zato, ker bi se intimno strinjali z njimi, ali pa zato, ker bi mislili, da so pravilne. Ne? In to je osnovna težava, ki jo ta hip ima vsak, ki želi na nek klasičen način ali pa na drugačen način razmišljati, ne samo v slovenski, ampak tudi v svetovni politiki. Ne? Gotovo je dobra novica, se mi zdi, za vse, ne? Posebej za tiste, ki so neposredno v to vključeni ali pa prizadeti, da se je vsaj ta hip pač pobijanje v Palestini končalo, ne? In da so na obeh straneh bili izpuščeni pač številni, ne? Po eni strani talci Hamasa, po drugi strani tudi zaporniki palestinski, ki jih je imel Izrael. Ne? Jaz sicer mislim, da dolgotrajnega miru tu ne bo, ker je nerešljiva uganka to, da po eni strani Palestinci želijo imeti lastno državo, kar jim je bilo konec koncev tudi obljubljeno na začetku, ko je nastala država Izrael, po drugi strani pa Izrael ne skriva, da si želi imeti vse te teritorije, ki si jih pač lasti na podlagi nekih bibličnih in takih in drugačnih zagotovil oziroma virov, se pravi ta veliki Izrael, v katerem seveda ni prostora za Palestince, ali pa saj ne v takem številu, kot so zdaj tam živijo. Ne? Zdaj je približno 1:1 recimo populacija Izraelcev in pač Palestincev na teh ozemljih, ne? To za Izrael ni sprejemljivo. In iz tega razloga jaz mislim, da mir tu ne bo dolgotrajen. Ne? Zdaj, zakaj si Donald Trump tako želel to nagrado, ne? Nobelovo nagrado za mir je drugo vprašanje, ampak potem, a veste, ko je dobil Barack Obama, ki je začel največ vojn v ameriški zgodovini, pod katerim v času njegove straže, da tako rečem, ko bi on predsednik, je daleč največ civilnih žrtev bilo, ne? Po svetu zaradi teh vojn ali pa tudi konkretno delovanja ameriške vojske. Ne? Težko rečemo, da si pač Trump je ne zasluži. Glede na to, kdo je nazadnje dobil, no, če bi jaz izbiral, bi jo raje dal Trumpu, kot pa tej pač gospe, tej opozicionalki iz Venezuele, ki jo je dobila, ki pa je dobila samo zato, da je Trump ni dobil. Ne? No, ampak jo je tudi ona posvetila Trumpu. Ja, ona je rekla, da je to Trumpova. Ker ve, da je dobila samo zato, da je ni dobil Trumpa. Ne? Se pravi, tudi Nobelova nagrada za mir recimo ni več to, kar je bila. Ne? Sem zasledil tudi mnenje, da Nobelovo nagrado za matematiko, mislim, da zadnje 4 bi morali dobiti Kitajci, ne, ni dobil noben Kitajc. Tako da, to je pač politika kot vse drugo. Ne. Zdaj to pa, da pač Nataša Pirc Musar misli, da more predsednik ZDA, kdorkoli že to, je to Obama ali je Trump ali je Hillary Clinton ali nekdo četrti, ne, nekaj narediti za to, da bi ga ona pač drugače ocenjevala. Bo ona razmislila. Tako bo ona razmislila. Ne? To pa je večvrednostni kompleks, ki pa je. Ne? Zdaj, če povzamemo besednjak predsednika vlade, ne sam zemeljski, celo vesoljski. Ne? To pa je, ne, ampak to, vidite, to je to, ki ti ne veš, kam v bistvu pašeš, kam spadaš. Ne? In to je glavni problem Slovenije, ta hip. Mi smo fenomenalni v tem, da na ključna mesta v državi postavljamo ljudi, ki se tam ne znajo obnašati, ki ne vejo, kam spadajo, ki ne vejo, kam naša država spada. Ne? In živijo v nekih iluzijah, kako je pač svet pravičen, kjer ima vsak enako težo, vsak enake pravice, tudi enake odgovornosti. Kučan je rekel, da bo ona dobra. Nataša bo v redu, je rekel Kučan. No, zdaj pa imamo. Ja, se to je to. Ne? Zdaj, so ti Kučanovci. Nihče ga ni zdaj vprašal, ne, če je v redu. Ne? Ja. To je tudi zanimivo. Ne? V bistvu se on zmerom oglasi takrat, ko ima sam kaj zapovedati. Ne? Redko doživimo, da bi ga mediji vprašali, kaj o čem misli. Ne? Ja. In to toliko let potem, ko nima več nobene formalne funkcije. Ne? To je zelo zanimivo. Tako da to kaže na to, da Slovenci nismo še čist razčistili s tem, kaj pomeni pluralizem, demokracija, kaj pomeni imeti lastno državo in da mi držimo škarje in platno v rokah glede tega, kdo nam vlada, ker je res, da na 4 leta, res, da pač
nismo absolutni v tem, ker nas bombardirajo z mediji in tako naprej, ampak vendarle na koncu ti oddaš svoj glas ali ga pa ne oddaš. No, seveda posebna klofuta za naše Hamasovce, še posebno za te nikogaršne hlapce, je pa tudi glasovanje o udeležbi Izraela na Eurosongu. To glasovanje je zdaj preloženo in Avstrijci so rekli, hvala Bogu, ne, pridite vsi, ki ste rekli, da boste bojkotirali, no, med našimi Slovenci, ne, in direktorica televizije Slovenija je napovedala bojkot, so pa še Irska, Nizozemska, Islandija, pa Španija. Torej, kakšna klofuta je zdaj to? Jaz seveda osebno, to je moje osebno mnenje, mislim, da je boljše, da ne gremo na Eurovizijo, ker to veliko stane, ampak nečesa od tega, ne vem, kaj dobimo, ampak dobro. Oni zdaj ne gredo zaradi Izraela, ne, kaj zdaj? Zdaj tam... To je pač spet nek, kako bi rekel, nek poskus se prikazati kot načelen, ampak v resnici pač pokaže, da si zelo nenačelen. Ne? Tako ste sami rekli. Zdaj, mi bi se morali glede Eurovizije obnašati v zvezi s tem, kaj imamo mi od tega. A ne? Se pravi, a je to nekaj, kar TV Slovenija lahko nauči, zato ker ima tako veliko gledanost. A je to nekaj, kar ima zelo veliko podporo v Sloveniji in pač javni RTV servis, ne, je prav, da pri tem sodeluje zaradi tega, ker to pač pri nas ima tako veliko podporo. Ne. Zdaj vemo, da Izrael veliko denarja pač zapravi v narekovajih za to Eurovizijo, ne, da ima zaradi tega tudi nek poseben status, da zelo težko ga, bi rekel, na tak način izločijo, ne, kot ga težko izločijo marsikje drugje, ne, tudi recimo Evropska nogometna organizacija ima s tem velike probleme, ali pa Svetovna nogometna organizacija in tako naprej in tako naprej. In to gre za neko igro politične moči, ne. In mi Slovenci imamo spet občutek, da pač mi smo pa zdaj tu jeziček na tehnici in tako, ko se bomo mi odločili, tako pač bo. Ne. Zdaj, če mi ne bomo šli na Eurovizijo, tega noben ne bo opazil. Ne. Če tam ne bo Izraela, bojo to vsi opazili. Ne. In s tem mislim, da sem vse povedal. Ja, to je res. No, seveda, zdaj, če greva pa nazaj na tole naše dvorišče, da tako rečem, ali pa peskovnik, bi tudi lahko rekli, zdaj ta teden smo pa končno dobili podpisano pogodbo za 2 helikopterja Leonarda, ne, seveda ne pa Airbusa, ne, kar so v prvi fazi želeli zdravniki in tudi reševalci pa so potem spremenili svoje mnenje, lahko si mislimo, kaj se je dogajalo. To se pravi, kaj se zdaj pravzaprav res dogaja? Mi hitimo, ta vlada hiti z nekimi nakupi, z nekimi gradbišči, z nekimi 5 gradbišči je zaprta avtocesta. Torej, kje bomo mi pristali, v kakšnih črepinjah in kako bo treba dolgo spreminjati vse to, kar se dogaja? Ja, to je spet en teh naših slovenskih paradoksov, ne, ker helikopter je za nujno medicinsko pomoč, se pravi postopek in vse vodi pač policija, ne, po domače povedano, oziroma minister za notranje zadeve, ne, ki še manj ve o tem kot policija. Ne. In še na šolanje morajo zdaj. Ja, in kaj so glavni argumenti za pač te helikopterje tega proizvajalca, da že imamo take v floti, da policija že z njimi leti, ne, da so jih pač policijski piloti navajeni in tako naprej. Kaj ima to zveze s tem, da se bodo te pač helikopterji uporabljali za nujno medicinsko pomoč? Ne? Tisti, ki pa so edini v tej verigi, ki bi uporabljali te helikopterje za nujno medicinsko pomoč, pa pravijo, da so zato niso najbolj primerni. Ne? Ja. S tem smo vse povedali. Ne? Ampak to je pač Slovenija. Ne? Sej, a veste, gospa Petrovčič, a je kdo vprašal Slovenske železnice, zakaj so recimo kupile avtobusno družbo? Ne? Kje na svetu imate v bistvu monopolista, kar Slovenske železnice so v železniškem prometu, ki sam sebi ustvarja konkurenco s tem, ki je zdaj tudi avtobusni prevoznik. Ne? Ja. Sej veva, če mi dva greva na vlak, smo 2 manj na avtobusu. Ne? Če greva na avtobus, smo 2 manj na vlaku. Ne? In to je družba, ki je recimo v državni lasti. A je kdo jih vprašal, a so koga prej vprašali, je bila kakšna debata okrog tega, zakaj Slovenske železnice rabijo kupovati avtobusne družbe v Sloveniji. To pomeni, da bojo zdaj nehali vlaki voziti na določenih progah, zato ker bojo raje tam vozili avtobusi. Dejansko se to dogaja. Zato to pravim, ker se to pač njim recimo bolj splača. Ja. Zdaj so se skrivali za nekim vzdrževanjem, pa za nekim popravljanjem prog. Ne? Zdaj se jim očitno več ne bo treba. Ne? Ajte, to so pač stvari, ki so
za neko urejeno državo, za neko zrelo demokracijo so pač težko razumljive, v Sloveniji so pa žal vsakdanji pojav. No, to je tudi del tega tako imenovanega fašizma, če temu tako rečemo. Sploh pa recimo neka mala sodna reforma, namreč oglasil se je sodni svet, ki absolutno je proti tem spremembam, ki jemljejo sodnemu svetu, ki zdaj določa, kdo bo sodnik, kdo ne, mu jemljejo kompetence. Oni bi morali upravljati vse razgovore, pisati pojasnila, zakaj nekdo ni. V kaj se zdaj spušča ta Golobova vlada? To je spet, zaradi dreves ne vidijo gozda. Mi zdaj v bistvu dejansko eno drevo rešujemo. To je, mislim, da aktualni predsednik pač Vrhovnega sodišča, ki bi pač moral iti v pokoj. Ker je za to gospod Đorđević s pištolo na tako, mizi. Ki je pač izpolnil pogoje za upokojitev. In zdaj očitno ta sistem, zdaj je to formalen sistem, jaz mislim, da še zmerom je nek usporeden, se pravi neformalen sistem, ki tu deluje v pravosodju, ki ščiti naše ljudi, kot bi rekel Golob, in pač procesira vse tiste, ki niso naši, se pravi one druge, je odvisno od tega, ali bo gospod Đorđević šel v pokoj ali ne. In kako bomo ta problem rešili? Ne tako, da se vprašamo, kakšna je to meritokracija, kakšen je to pač kadrovski sistem, ki pač nas pripelje v ta položaj. Bomo poseben zakon sprejeli, da se lahko on upokoji 5 let kasneje, ko bo starejši za 5 let, pa še drugi tudi, sicer nobenega tazga ni, ampak da se lepše sliši. In jasno, da sodni svet verjeten, hvala Bogu, noče verjeti, da je slovensko pravosodje zdaj odvisno od enega človeka. Pa jemljejo jim pristojnosti. Da se opira temu, da se mu jemljejo pristojnosti, da bo pač neka politika tam spet odločala. V politiki se pa mi da zmerom že pogovarjamo, koga imamo v politiki. Tako da mi smo lahko kritični do slovenskega pravosodja, ampak vseeno bi si upravičeno, bi si upotrditi, da vseeno se tam malo težje napreduje, kot pa v slovenski politiki. Če vzamemo zgolj za primer že mojo tesno prijateljico, predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ona v pravosodju ni mogla napredovati. V končni fazi je tudi izgubila sodniški položaj. Ko je prišla v politiko, se je v trenutku povzpela na drugo najpomembnejšo politično funkcijo v državi. Brez minute političnih izkušenj prej. Brez minute izkušnje poslanke, brez minute saj pomaganja pri vodenju Državnega zbora. Se pravi, če tako pogledamo, potem bi jaz rekel, da je sodnemu svetu, pa nisem strokovnjak za to področje, treba dati več pristojnosti, ne pa mu jih odvzemati. Ker če bo slovenska politika odločala o tem, kdo bo sodnik, pa koliko časa bo kdo sodnik, vemo, kakšni bojo rezultati. Še slabši, kot jih imamo zdaj v slovenskem pravosodju, pa že s temi nismo zadovoljni, kakršni so. No, in ena od sprememb, o kateri dr. Golob misli, da je pa res zelo pomembna in bo ta zakon, gre za zakon o lastniški zadrugi delavcev, obstal kot eden od temeljev zdravega gospodarstva. No, zdaj povemo takole, torej to je spet ideja Levice, Levica se je tega spomnila, oni se sicer sklicujejo na tujino, gre za to, kako bi nekdo, nek lastnik nekega podjetja, uspešnega, želel vključiti tudi delavce v solastništvo, in v tujini se to počne prek nekih vzporednih družb, kjer ljudje ta dobiček, ki jim ni izplačan, tako je recimo v DVSoftu, potem zamenjajo za deleže podjetja. Tukaj njihova ideja Levice je pa zelo samoupravna, bom rekla. To so neke sanje samoupravnih sanjačev, da bi denimo naredili zadrugo, delavci bi postali z malo denarja, recimo 400 evri, člani te zadruge, in ta zadruga bi potem bila lastnica tega podjetja. Zdaj pa vi povejte, kater podjetnik bo zdaj šel v to, se zadruga niti kredita ne more najeti, da bi mu to plačala. Ja, tam so še celo ideje, da če bi zdajšnji lastnik preminul, da bi potem pač delavci imeli možnost, da kar firmo prevzamejo. Ja. Ampak gledajte, gospod Petrovčič, imamo predsednika vlade, ki je rekel, da delavci veliko bolj vejo kot pa vodstvo podjetja, pač kaj se v firmi dogaja, kako firma posluje in tako naprej, ker že implicira, da v bistvu vodstvo podjetja mi sploh ne rabimo. Ja. Dosti, če imamo kar pač te neke občne zbore delavcev, ki bojo se tedensko ali pa dnevno dobivali in bojo sprejeli tam odločitve. To je nacionalizacija. Glede poslovanja. Ja, na nek način, ampak to je spet pač nek poceni populizem,
Jaz seveda močno podpiram pač udeležbo zaposlenih v lastništvu, in tudi pri dobičku, ker to je jasno, da pozitivno vpliva na njihovo privrženost podjetju, tudi v končni fazi storilnost, dodana vrednost in to se povečuje, ampak mehanizmi za to že obstajajo in jih slovenska podjetja uporabljajo, se pravi, ni treba tu nobene tople vode odkrivati, predvsem pa ni treba tega z zakonom zapovedovati, ker je to pač kontradiktorno z logiko, ki stoji za tem. Ampak spet seveda, bi rekel, za nominalno ali pa samo deklarativno levičarsko stranko se mi zdi, da stranka Levica zelo slabo zaupa ljudem. Za leve stranke ponovadi rečemo, da so utopične, ker mislijo, da so vsi ljudje dobri, pa da vsi dobro mislijo, pa tako naprej. Zdaj, po stranki Levici imam jaz glih obratno občutek. Tle oni mislijo, da smo mi vsi slabi. In da nobenemu ni za zaupati. Zato je treba vse predpisati zakonom. Da bo človek šel na malco med službo, je treba predpisati zakonom. Da se bo štemplal, je treba predpisati zakonom. Da bo omogočil, če ima to možnost delavcem pač udeležbo v solastništvu firme ali pa pri dobičku, je treba predpisati z zakonom. Da bo dal božičnico, če ima to možnost, je treba predpisati zakonom. Se pravi, za stranko, ki bi mogla najbolj zaupati ljudem, v to, da so ljudje, vidimo, da jim najmanj zaupa. No, ampak glejte, tisto, kar pa bi pričakovali od države, pa je, da ima večji nadzor nad porabo denarja, ker ta teden, zdaj ne vemo, ali je to res ali ne, je izbila novica, da v občini Mežica so se okoristili s sredstvi za sanacijo poplav. No in celjski kriminalisti so dejansko v teh dneh zaključili preiskavo kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, gre za nekega župana in nekega podjetnika in izginilo naj bi 375 000 evrov za DDV. Tukaj naj se država izkaže, naj že končno sanira te poplavljence, naj se že odloči, pa naj ne kradejo denarja za božjo voljo. Ja, država čaka, kot pravi Golob, da bo ta naša super duper tehnologija vesoljska začela delovati, s katero bomo svetovne vode nadzirali, tako Mojzes nekoč bomo razdelili Rdeče morje. Ja, država se ne more izkazati nikjer tam, kjer bi morala se obnašati kot država. To je pač naš problem, se mi zdi skupen. Ne glede na to, kako nam politično bije srce, levo, desno ali pa kje vmes. Ker mi načrtno razgrajujemo inštitucije države, namesto da bi jih gradili, ker mi načrtno na najbolj odgovorna mesta v državi postavljamo ljudi, ki niso sposobni pač upravljati teh funkcij. In ker mi načrtno pač ljudi demotiviramo, da bi se politično angažirali ali pa da bi spremljali politiko, ker seveda na tak način lažje potem se ribari v kalnem in se ljudi vozi žejne čez vodo. To, da pa neka občina 100-letno povoden ali pa nekateri ljudje na neki občini 100-letno povoden izkoristi za to, da se oni osebno pač, bi rekel, finančno obogatijo na nezakonit način, to, kar se jim očita, je pa tudi posebne vrste patologija. In kaže na to, da smo mi prej človeku volk, kot pa kaj drugega. In to je na dolgi rok slabo za Slovenijo, ker Slovencev nas je malo, v resnici nas je vsak dan manj. In če se bomo še mi žrli med sabo na tak način, kot se zdaj žremo, pač nas bo še manj. No, za zaključek povejmo informacijo samo, da bomo, zdaj je znano, 23. novembra odšli na referendum o zakonu o pomoči pri končanju življenja. To takrat bo, o kampanji bomo o teh oddajah še govorili, ampak zdaj čisto zadnja slika in zadnja tema pa je seveda to, kar nas čaka ta vikend, to pa je Ljubljanski maraton. Zdaj tukaj bom odprla nekaj vprašanj, ki jih mediji pač ne objavljajo, zato ker niso korektna, bi lahko rekli, ampak vprašanja, ki jih lahko beremo na forumih pa je, zakaj seveda mora ta maraton potekati v Ljubljani, zakaj ni nekje v okolici. Zakaj poteka točno pred 1. novembrom, ko si ljudje želijo, da bi v miru uredili svoje grobove, in to se pravi, ljudje so za Bežigradom omejeni, na Žale ne morejo, zdaj še rondo ne dela in konec koncev bi moral župan, tako kot je pri vinjetah, če potegnemo to vzporednico, zagotoviti 2 dni brezplačnega parkiranja potem namesto teh vikend dni. In ne nazadnje, zakaj je ta trasa vedno
po Dunajski cesti? Zakaj recimo ne tečejo do Fužin ali pa po Celovški ali pa po Tržaški? Zakaj to vedno so ukleščeni Bežigrajčani v ta maraton, ne nazadnje Rdeč križ, prva pomoč ne more, hrana se ne more dostavljati starejšim ljudem. Zakaj je to tako? Ja, ker vse poteka pač po inerciji, se mi zdi pa po liniji najmanjšega odpora. A ne? Se pravi, trasa je najlažje, če vsak let ista, da je ni treba spreminjati, a ne? In vse ostalo, kar sodi v bistvu zraven. A ne? Sej, nisi treba delati utvar. Ne? Jaz sem trdno prepričan, da ljubljanski župan Janković podpira ljubljanski maraton samo zato, da lahko pač v cilju stoji pa vsakomu, ko mim preteče, da petko. Se pravi, se malo kaže volivcem, si nabira politične točke in se gre nek cenen populizem. Ne? To je samo zaradi tega. Zdaj pač maraton je popularen, v Sloveniji je dosti ljudi, ki se s tem ukvarja, ki radi pač te maratone tečejo, ne? In je fajn tudi, da pač Ljubljana ima maraton, tudi mogoče zaradi turističnega vidika. Res bi lahko traso spreminjali, ker jaz nisem tekač, priznam, tisti, ki so, bi to znali boljš povedati, ampak če vsakič tečeš po isti trasi, po Dunajski je tako dolgočasno. Se naveličaš, ne? Kakor jaz poznam te večje svetovne maratone, pač trase spreminjajo, ne? Mi smo pač spet tu neka posebnost, tako sem rekel, po inerciji, po liniji najmanjšega odpora, ne? Ker je toliko let že bilo tako, pa dajmo še zdaj. Ne? In to prenašamo. Verjamem, pač Ljubljančani to stoično prenašate, ne, za kar vam gre vsa pohvala. Verjamem, da se komu tudi življenje zaradi tega zakomplicira, ampak vendarle gre tu pač za neki dni. Ne. Življenje lahko komplicirajo različne stvari. Ne. Zdaj dosti sem jih srečal, ki so bentili zdaj te dni zaradi tega vrha NATO. Ne. Ja. Zdaj gotovo številni bentijo zaradi maratona, ne, še kakšen zaradi česa drugega, ampak tako sem rekel, v Sloveniji se redko katera stvar ta hip presoja z vidika tega, kaj je najbolj racionalno, kaj je najbolj učinkovito in kaj je tako, da ima čim širši krog ljudi od tega največ. Ne? Ja. In to je naš, se mi zdi, leitmotiv, nažalost, naš ta generalni problem, s katerim se soočamo dnevno. No, žal, seveda, in tukaj bova naredila piko. Aljož Pertinač, najlepša hvala za vaše komentarje. Prosim. In če ste bili z nami, hvala za pozornost. Nasvidenje.